Judo klub Impol je že 55. pod streho uspešno spravil tradicionalno mednarodno tekmovanje judoistov za pokal pohorskega bataljona. Na turnirju je na tatami stopilo 123 judoistov iz 29 klubov, ki so tekmovali v članski in kadetski konkurenci. Zraven pa je kimono potilo tudi 14 judoist, ki so nastopile samo v kadetski konkurenci. Borci in borke pa so na letošnjo izvedbo prišli iz 4 držav, Slovenije z najštevilčnejšo udeležbo, ter še 3 držav, in to Italije, Avstrije in Hrvaške. Pri članih je na tatami stopilo 49 judoistov, in to v 7 težinskih kategorijah. Največ prvih mest, skupaj 4, so ponesli varovanci trenerja Impola Filipa Leščaka. V najlažji težinski kategoriji do 60 kg je s konkurenco opravil mladinski reprezentant Slovenije Gal Blažič. Ja, v bistvu to je nekako uvodna tekma za to sezono z novimi pravili, tako da sem v borbo šel sproščeno, da sprobam nova pravila in ja, v bistvu je bilo super. Slovenski reprezentant do 60 kg David Štarkel je na svoji uvodni tekmi novega koledarskega leta tokrat tekmoval v kategoriji do 65 kg in prepričljivo gostiteljem prinesel drugo zlato kolajno. Super zmaga, kategorija višji, šel sem kategorijo višji, smo rekli, ne bomo hujšali, zbijali kil, to raj prešparamo za tekme v zuniji, svetovne pokale, Grand Prix, Grand Slame. Lepa trening tekma, tako da nimam kaj reči, lepa zmaga. Zmaga pa mu je vsekakor dobra odskočna deska za naslednje tekme, ki ga čakajo. Ja, zdaj najprej je domači svetovni pokal v Ljubljani, pa naprej mislim, da je Avstrija, Grand Prix oziroma Evropsko prvenstvo v Črni Gori. Za tretjo zlato odličje za Impol je poskrbel v kategoriji do 73 kg novinec v vrstah Impola Rok Plešnik. Zmage se je veselil v konkurenci 8 tekmecev. Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil tudi Timotej Kos, in to v težinski skupini, kjer borci ne smejo tehtati več kot 90 kg. Boji so bili kar dobri, ampak še prostor za napredek. Borbe so bile težke, naporne, ampak na koncu sem vse zmagal. Sam sem osebno prvič zmagal člansko tekmo in sem zelo zadovoljen. Poleg tega pa še domača tekma in me veliko domači prišlo podpreti. Torej, to je zelo dober začetek sezone. Zdaj, v začetku je zelo naporno, urnik je zelo težek. Cilj se je uvrstiti na Evropsko prvenstvo pri mladincih ter probati narediti kak je rezultat na evropskih pokalih. Za skupno zmago judoistov Impola v članski konkurenci so pomembne točke dodali tudi Tjaž Pintarič, ki je bil tretji v kategoriji do 81 kg, Miha Brence je bil tretji do 73 kg, na tretjo stopničko pa se je v kategoriji do 100 kg povzpel domači adut Marijo Gašparič, ki pa je nastopil s poškodovanim prstom na desni roki in prav ta poškodba ga je ovirala do še boljšega rezultata. Zmago je domov v sosednjo Hrvaško v tej kategoriji odnesel Ivan Rozga. V kadetski konkurenci, kjer je kimono potilo 74 kadetov, je prvo mesto za Impol v kategoriji do 73 kg osvojil Luka Kodrič. Vedel sem, da imam velike šanse za zmago, plus sem pač mogel iti v vsako borbo samozavestno in pač opraviti to, kar sem mogel. V kadetski konkurenci so prvo mesto seštevko točk osvojili judoisti Slovenj Gradca, pri kadetinja pa judo klub Apolon iz Maribora. Zraven prvega mesta judoisti Impola v članski kategoriji, kjer so kot zmagovalci prejeli tudi največji del denarne nagrade, so Impoljčani dvignili tudi pokal za skupno zmago v članski in kadetski konkurenci. Ja, moram reči, da smo uspešno izpeljali danes 55. memorial tekmovanja. Moram tudi reči, da je to uvodna tekma za naš klub, da vidimo, kak smo. Moram reči, da smo osvojili danes prvo mesto in da so lepa spodbuda za naprej. Tale pohorski bataljon ponovno dobiva tisto pravo tekmovalno borbeno sliko in kvalitetno sliko, ki jo mesto Slovenska Bistrica tudi potrebuje. Ja, danes so bile prikazane kvalitetne borbe in upamo, da bo šlo tako naprej, da bo vsako leto boljše.